Pisna hiša večer že drugič zapored podeljuje nagrado za najboljšega igralca za preteklo sezono in moramo reči, da smo v hiši res veseli in pa ponosni, da lahko podelimo to nagrado. Sicer že z tem kulturnim hramom sodelujemo že vrsto let kot generalni pokrovitelj, medijski pokrovitelj in že vrsto let tudi kot sopokrovitelj Dneva komedije, ki se prav tako odvija tukaj na teh odrskih deskah. Dragi Renato, res iskrene čestitke ob tej nagradi in seveda ob nagradi, večerjovi nagradi, ki jo zdaj z največjim veseljem tudi predajam. Ne tega, ker je moj. Ta nagrada mi pomeni ogromno, ker je za eno lepo sezono, za neko ogromno delo in mislim, da se bom s to nagrado igral ne samo v dnevni sobi, ampak po celem stanovanju, ker je izjemno lepa. In sem zelo vesel, moram reči, tudi posebej, ker je eminentna žirija. Žirijo, ki jo poleg mene sestavljata še Maja Šugman in Alja Predan, se je odločala za najboljšega igralca minule sezone in za to Večerovo nagrado predvsem iz 2 ali 3 razlogov. Če sem čisto natančen, bi rekel, da je mogoče največ pripomogla k tej nagradi glavna vloga v igri Smrt trgovskega potnika, kjer je Renato Jenček naredil fenomenalno, da ne rečem odlično igralsko vlogo. Da je prav zaradi teh preskokov, zaradi tega rahlega oziroma nonšalantnega povzenja iz enega čustvenega razpoloženja v drugo, Renato Jenček dobil to nagrado in mislim, da si jo je tudi pošteno zaslužil. Današnja premierna uprizoritev, nam lahko zaupate, je šlo vse po načrtih? Ja, moram reči, da vse. Razen en kozarc se je polil, ampak to smo rešili v vlogi. Vse, mislim, da je bila predstava izjemna, zelo skoncentrirana, režiser je zadovoljen in to nam je v veliko čas zelo pomembno in smo veseli. Mislim, da je tudi publika zadovoljna in da je lepo sprejemila. Za vas pravijo, da ste igrali s tisočerimi obrazi, da se znajdete v vsaki vlogi. Vam je vseeno, katera bolj pisana na koži, katera vam je morda najljubša? Ne, seveda imam vloge, ki jih prej osvojim, kjer se bolj znajdem. Izjemno lepa vloga je bila seveda Lomana v Trgovskem potniku v lanski sezoni, tudi v Romanci. Ta vloga je tudi prepričala žirijo? Ja, in so vloge, ki so pač napisane izjemno in jih skoraj ne moreš zgrešiti in to mi je zelo všeč. Moram reči, da se v zadnjem času vsa ekipa z veseljem posveča vsaki predstavi in tukaj enostavno rezultat ne more umanjkati. Glede na vaše dolgoletne izkušnje v gledališču, bi rekli, da se je gledališče v zadnjih letih zelo spremenilo? Ne vem, jaz osebno nimam tega občutka. Mislim, je precej novih smernic, mislim, da je to opazno na vseh festivalih in srečanjih, mislim, da je veliko iskanj, ampak še zmeraj mislim, da je bistvo gledališča ostaja enako, se pravi dober igralec, dobra predstava, dober tekst, režiser, sodelavci, ekipa, neka energija in čudež teatrski, ki se zgodi in prevzame publiko in igralca, jaz mislim, da to ostaja in da to bo večno ostalo. Kako pogosto obiskujete ta kulturni hram? Kar pogosto grem, še posebej velikokrat pridem v Celje, zato ker je tukaj Janez Pipan, ki je sploh moj najljubši režiser v Sloveniji. Današnja predstava odlična, popeljete v drug prostor, v drug čas, naučite veliko in to je tisto, kar ne bi nam gledališče dalo. Na kak način menite, bi naj otroke, mlade prepričali v to, da se odlepijo od televizije in računalnika in obišče gledališče?
Najprej starši morajo znati ugasniti računalnik in televizijo in potem jim morajo znati pokazati lepoto gledališča. Jaz se spomnim, ko sem bila jaz majhna, smo imeli v šolah, smo imeli organizirane dneve, ko smo hodili na predstave, ko smo hodili v gledališče, na balet, na kakšne druge zadeve in s tem so nam odpirali oči. Verjetno vsi tisti, ki nas vzgajajo, ko smo majhni, od šole do staršev, so tisti, ki morajo pokazati to pot in priučiti otrokom ljubezen do gledališča. Z obiskom otrok smo zelo zadovoljni, posebej, ker to poteka po kanalu preko šol, organizirano prihajajo s šolami in mi v sezoni odigramo recimo nove uprizoritve, okoli 50 ponovitev, kar pomeni, da je naš program za otroke res kvaliteten, drugače se šole verjetno v takem številu ne bi odločale za to. Ves čas se seveda trudimo, da bi posebej pri otrocih dali tisto najboljše, vizualno atraktivno, z dobro igralsko zasedbo in to mislim, da se nam tudi obrestuje. Jaz mislim, da morajo predvsem dobiti to informacijo o tem, da so tudi drugačna doživetja. Jaz mislim, da se to z leti sicer tudi dogodi, ampak mogoče v samem izobraževalnem procesu je lahko več ne vem, ur posvetitve dejansko neki raznim zvrstem kulture, raznim zvrstem umetnosti, da se potem lažje odločijo in lažje tudi udeležujejo raznih dogodkov. Ne. Ampak jaz mislim, da tudi mlada publika sprejema gledališče in da enostavno novi mediji niso požrli, ali pa vsaj ne v taki meri, kot so napovedovali, da bo. Tako da za teater se ne bojim. Lahko tudi vas pričakujemo v kakšni filmski vlogi? Zaenkrat nimam na obzorju kakšnega povabila ali pa audicije. Upam pa, da bo tudi to povabilo, da je prišlo ali pa še bo. Ampak tukaj smo igralci v glavnem odvisni od dejansko audicij, povabil. In mogoče, ko bom imel malo več časa, ko bom malo bolj prost v teatru, bo prav prišlo tudi kakšno povabilo iz televizije ali pa iz filma. Kaj si lahko obetamo v letošnji sezoni gledališča v Celju? Ja, tej premieri Utve Antona Pavloviča Čehova bodo sledile komedija Moji bivši že čez 14 dni, na kar imamo v začetku decembra premiero za otroke Pikica in Tonček, potem pa v zimskem času še dve novi premieri in sicer Sartrove Muhe in Na odru pod odrom Obdlanjenje v Spokanu. To je črna komedija. Za konec sezone bo pa pri nas gostovala za naše abonente še ljubljanska drama s predstavo Ko sem bil mrtev. Ves čas bomo seveda gostili tudi druga slovenska gledališča in tudi jugoslovanska gledališča, se reče iz območja nekdanje Jugoslavije. Dnevi komedije bodo tako kot vsako leto in tudi seveda predstave za otroke še dodatno za izven v času počitnic. Tako da že v jesenskih počitnicah bomo igrali Mačka Murija in pa Cesarjeva nova oblačila. Ali bi poklic gledališkega igralca priporočali tudi svojim otrokom? Moram reči, da jim seveda ne bom branil. Se pa človek malo zamisli in malo zavzdihne, ker je to dejansko težek poklic. Ne. Mislim, da je celo za ženski spol težji, ker je še več konkurence, ne. Ampak dejansko je tukaj velika borba za ta prostor, za to preživetje. Seveda pa otrokom ne bom branil in mislim, da je pa tudi ogromno veselja, ko se enkrat, ne vem, naučiš te obrti, ko osvojiš svoj prostor, mislim, da je to veliko veselje.